Lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni. Moje ime je Simona Muršič, sem predsednica Društva Parada ponosa. In najprej mi dovolite, da vas vse še tudi jaz lepo pozdravim. In mogoče preden naredim malo bolj vsebinski uvod, se res iskreno od srca zahvalimo Mestni hiši in pa Mestni občini Ljubljana v širšem kontekstu, ker kljub temu, da je to mednarodna konferenca in zadeva tematiko, ki je zelo pomembna na nacionalni ravni, na koncu vedno pridemo do tega, da tista struktura, ki stoji za nami, je Mestna občina Ljubljana. In se mi zdi tudi prav, da se to tudi pove, tako da hvala in pa seveda hvala vsem predstavnicam in predstavnikom iz Mestne občine, ki so danes tukaj z nami. Rabimo to podporo in žal ste eni redkih, ki nam izkazujete. Tako, zdaj pa mi dovolite, da naredim en tak korak v preteklost. Namreč ta konferenca je del letošnjega festivala Parada ponosa in je nekaj, s čimer smo se v društvu začeli ukvarjati kar nekaj let nazaj. Med leti 2014-2015 smo se v društvu Parada ponosa počasi začeli ukvarjati s tem, da bomo delali še kaj več kot samo parado, kot protest. Želeli smo res začeti postavljati mnoge programe, hoteli smo vključevati ljudi na drugačen način in na drugačen način naslovati potrebe, ki so se pojavile. V tistem času znotraj LGBT organizacij ni bilo nikogar, ki bi zelo izrazito se ukvarjal s potrebami mladih LGBT+ oseb. Zato smo se morda v tistem času najbolj strukturirano začeli tega lotevati. Zelo kmalu pa se je izkazalo, da tudi znotraj mladih LGBT+ oseb so razlike. In v letih 2016-2017 smo se v društvu počasi začeli ukvarjati s tem, kako v bistvu nuditi podporo najbolj ranljivim znotraj LGBT+ skupnosti. Začeli smo naslavljati tematike, kot so težave, s katerimi se soočajo interspolne osebe v Sloveniji. Začeli smo se ukvarjati z težavami mladih LGBT+ oseb, ki živijo intersekcionalne identitete. In ena ali pa polje, s katerimi smo se začeli takrat ukvarjati, ali pa smo ga želeli boljše spoznati, je bilo tudi polje brezdomnih LGBT+ mladih. In v letih 2017-2018 ste se zgodile dve zelo pomembne zadevi. Prva stvar je, da smo pri krajih ulice naleteli na izrazito odprta ušesa in res eno voljo po sodelovanju. In najprej smo poskušali razumeti, kaj se dogaja na polju brezdomnosti v Sloveniji in s katerimi težavami se oni v bistvu soočajo pri tem, da naslavljajo potrebe mladih brezdomnih oseb, če sploh, kako. In znotraj tega, kaj pa zdaj LGBT+ mladi. In v nekaj prvih kontaktih je postalo izrazito razvidno, da moramo gledati širše. Da je to situacija, katero bomo uspeli razumeti in se z njo sistematično ukvarjati v Sloveniji zgolj, če se bomo upele v neke evropske ali pa celo mednarodne kontekste. Namreč, naslavljanje brezdomnosti LGBT+ mladih je nekaj, kar je povsem nenaslovljeno, skoraj da še vedno, tudi znotraj širšega evropskega konteksta. Druga zelo pomembna stvar, ki se je zgodila konec ali pa v jeseni leta 2017 je pa to, da je FEANCA, to je krovna organizacija na evropski ravni, ki združuje tiste organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomnostjo na nacionalnih ravneh, izdala njihov redni magazin, ki je bil posvečen prav brezdomnosti LGBT+ mladih. In septembra 2017 je bila to prva tovrstna strokovna, še vedno je to njihov magazin, če pogledamo, sploh publikacija, ki je to temo naslavljala. In članki, ki so bili tam not, so v bistvu bili naša tista prva opora. Videli smo, da je ILGA Europe nekaj
o tem napisala, videli smo, da je nekaj nacionalnih organizacij dal prispevke v ta magazin in tukaj je bila naša odskočna deska. V letu 2018 smo v Sloveniji prvič gostili predstavnika France, ki pokriva to področje pri njih, Robija Stagirona. In od takrat naprej je to bilo neko inertno sodelovanje. V letu 2019 sva skupaj s kolegico iz društva bili povabljeni kot gostje, ki bi naj predstavljali dobro prakso na Francino letno konferenco. In veste, če gledamo na zdaj, se pravi, Društvo Parada ponosa, ki smo na nek način res bili povsem v povojih na tem polju, smo po drugi strani na evropski ravni že bili prepoznani kot dobra praksa. To nam predvsem izkazuje, kako pomanjkanje organizacij je, ki se na evropski ravni ali pa na nacionalnih ravnih ukvarjajo s presečiščem brezdomnosti mladih in LGBTIQ+ mladih. Po drugi strani pa vse statistike, kljub temu, da so ameriške najbolj prisotne, sedaj imamo tudi evropske, kažejo, da je med 20 do 40% vseh mladih brezdomnih oseb LGBTIQ+ oseb. In če to dvoje povežemo, je postalo za nas povsem eminentno, da z institucionalno podporo ali ne, mi moramo na tem naprej delati. Zato sem danes izrazito ponosna in vesela, da stojimo tukaj, ker je to res sad naporov zadnjih let. Kolegica Vesna, ki bo danes predstavljala raziskavo, ki smo jo uspeli v zadnjem pol leta narediti, je recimo živi dokaz tega, ki se je tudi sama na osebni ravni zares odločila za karierno spremembo, zato da je prišla delati v Društvo Parada ponosa pod slabšimi pogoji, kot jih je imela prej, zato da lahko to temo naslavljamo. In se mi zdi, da je zelo pomembno izpostaviti take zadeve, ker brez tovrstnega angažmaja posameznikov in vseh organizacij, ki nas pri tem podpirajo v Sloveniji, ki se ukvarjajo z uličnim delom, ki se ukvarjajo z naslavljanjem brezdomnosti, danes ne bi bili tukaj. In zato je tudi današnja konferenca neke vrste proslava tega, da smo tukaj, kjer smo in predvsem upamo odskočna deska za naprej. Tako da na tej točki bi se jaz še enkrat vsem najlepše zahvalila, da ste si vzeli čas in upam, da od tukaj samo še naprej. Najlepša hvala. Ja, hvala Simona za te spodbudne besede. Res je, slavljanje te tematike, problematike v Sloveniji in tudi širše v Evropi je še v povojih. Tudi doseganje te populacije tako v Sloveniji kot v Evropi je oteženo, ker je to tema, ki vzbuja v ljudeh sram, ki vzbuja v ljudeh potrebo potem, da prikrivajo svoje težave. In zato je tudi ta raziskava, ki smo uspeli narediti v Sloveniji in katere poročilo o tej lučni publikaciji, ki ste dobili na registraciji, če niste izvajate nekaj ven. Ja, se bomo v bistvu skupaj sprehodili skozi neke glavne poudarke te raziskave. Na koncu moje predstavitve v času za vprašanja, tako da v bistvu, če se vam vmes porodijo neke dileme, neke vprašanja, ste potem v bistvu vabljene, da skupaj razpravljamo o tem. V bistvu smo se predvsem z Matejo, ko so sodelovali te raziskave in zadnje raziskave in tudi pri našem vsakdanjem delu na tem področju se opiramo na koncepte, ki pomembno zaznamujejo razumevanje bivanjskih stisk mladih LGBTIQ+ oseb in vseh njihovih pridruženih dejavnikov tveganja in posledic. Razumevanje stanovanjske izključenosti in brezdomnosti je ključnega pomena, če želimo razumeti večplasnost in dinamičnost neustreznih bivanjskih situacij. Hkrati pa moramo upoštevati tudi nekatere specifične okoliščine, ki spremljajo LGBTIQ+ osebe in družbene fenomene, ki pomembno vplivajo na njihovo vsakdanje življenjsko izkušnjo in življenjski potek. Mislim, je zelo pomembno razširjanje koncepta brezdomnosti in razumevanje številnih dejavnikov, ki sooblikujejo neustrezne bivanjske situacije, saj le te ključno presegajo brezdomnost v ozkem pomenu besede, torej spanje na ulici. Stanovanjska izključenost in brezdomnost zaobjema sta celo vrsto situacij in okoliščin,
za katere lahko trdimo, da ne spadajo med ustrezne bivanjske situacije. Poleg bolj očitnih, kot so odsotnost prostora za bivanje in spanje, nastanjenost v zavetišču za brezdomne osebe, moramo v obzir vzeti tudi situacije, v katerih osebe v svojem bivališču nimajo ustreznih materialnih pogojev za bivanje, pa tudi situacije, v katerih osebe nimajo fizične in čustvene varnosti. Če tovrstno razumevanje stanovanjske izključenosti in brezdomnosti sprejmemo, lahko vidimo, da so stanovanjsko ogrožene tudi osebe, ki v svojem bivališču doživljajo različne oblike nasilja ali živijo v strahu pred njim. Ko govorimo o mladih LGBTQ plus osebah, so te navedbe izjemnega pomena. Moramo poštevati, da so njihovi dejavniki tveganja prepleteni in obremenjeni številnimi družbenimi in ideološkimi dinamikami. Hkrati pa mlade LGBTQ plus osebe doživljajo številne oblike trpinčenja in nasilja na podlagi svoje spolne usmerjenosti ali identitete, kar pa lahko neposredno vpliva tudi na njihovo bivanjsko situacijo. Za razumevanje tovrstnih življenjskih izkušenj smo se oprli na koncept menšinskega stresa, ki ga lahko uporabimo pri pogledu dejavnike tveganja za stanovanjsko izključenost in brezdomnost mladih LGBTQ plus oseb. Koncept menšinskega stresa govori o stresu, ki je specifičen za pripadnice menšinskih skupin, kroničen in družbeno pogojen, v nasprotju s stresom, ki je lasten vsaki posameznici in ga doživlja skozi različne situacije v svojem življenju. Gre torej za stres, ki pripadnice menšinskih skupin doživljajo bolj ali manj intenzivno tekom celega življenja, na podlagi diskriminacije in drugih družbeno pogojenih zatiranj. Ko govorimo o tem menšinskem stresu, namreč ne govorimo samo o neposrednih izkušnjah, temveč govorimo tudi o posrednih stresorjih, ki so sicer usmerjeni na celotno družbeno menšino, to so recimo negativne reprezentacije v medijih, sovražni govor, diskriminatorne politike. In pri teh mladih LGBTQ plus osebah se menšinski stres, ki posredno ali neposredno vpliva na njihovo tveganje za stanovanjsko izključenost in brezdomnost, lahko manifestira na različnih področjih življenja. Najbolj zgodaj se to lahko zgodi v primarnem družinskem okolju, posebej, če je to odprto sovražno LGBTQ plus skupnosti. Strah pred razkritjem, nasilje in trpinčenje na podlagi spolne usmerjenosti ali identitete se lahko v bistvu pojavlja tudi izven primarne družine, v šolskem okolju, v verskih skupnostih, v vrstniških skupinah. Poleg tega lahko negativne reprezentacije, sovražnosti in predsodkom pripišemo tudi vlogo pri razvoju ponotranjene homofobije in transfobije, ki neposredno vpliva na duševno zdravje in razvoj mladih LGBTQ plus oseb. Kasneje v življenju se te lahko pri LGBTQ plus osebah menšinski stres manifestira tudi pri sodelovanju na zaposlitvenem trgu, na nepremičninskem trgu, pri pridobivanju izobrazbe in splošnem aktivnem udeleževanju v družbi, kar lahko ponovno močno vpliva na njihovo bivanjsko situacijo. Vse naštete ovire, s katerimi se mlade LGBTQ plus osebe srečujejo v svojih obdobjih mladosti in zgodnje odraslosti, predstavljajo resno tveganje za nastanek in poglabljanje stanovanjske izključenosti in brezdomnosti. Z raziskovanjem njihovih izkušenj in mapiranjem njihovih potreb lahko oblikujemo storitve, ki bodo naslavljale točno te stiske posameznikov, v katerih živijo. Hkrati pa dobimo pogled v možnosti in priložnosti za naslavljanje problematike na strukturnih nivojih in ravneh lokalne, nacionalne in evropske politike. K izpolnjevanju ankete so bile povabljene vse LGBTQ plus osebe, starejše od 16 let, ki trenutno prebivajo v Sloveniji. V pričujočem raziskovanju poročilu pa so vključeni podatki oseb, ki so mlajše od 30 let. Teh je bilo na koncu 250 od 489 respondentov. V bistvu kratico LGBTQ plus smo definirali kot lezbike, geje, biseksualne, transspolne in interspolne osebe, queer osebe in osebe z ostalimi nenormativnimi spolnimi in seksualnimi identitetami.
bistvu s to kratico poskušamo zaobjeti čim širši spekter nenormativnih identitet. Za potrebo raziskave smo oblikovali tudi definicijo ustrezne bivanjske situacije, ki obsega 4 kategorije, ki jih vidite tukaj. Torej čustvena in fizična varnost, kjer smo v bistvu se osredotočili na odsotnost vseh vrst nasilja in dobro počutje v bivališču, primernost za bivanje, torej dostop do osnovnih življenjskih pogojev, kot so na primer elektrika, tekoča voda in varna konstrukcija bivališča, dostopnost bivališča, kjer smo pogledali to finančno zmožnost za kritje stroškov, kot so na primer najemnina, kredit in položnice, in stabilnost bivališča, kjer smo v bistvu pogledali na možnost dolgoročnega ohranjanja bivališča in obstoj podpornih sistemov v primeru, da gre kaj narobe. Za začetek bomo v bistvu šli na hitro čez demografske podatke, toliko da veste, o kakšni skupini govorimo. V bistvu 27% mladih, ki so odgovorili na vprašanje, je starih med 16 in 18 let, 73% pa med 19 in 29 let. Potem bomo samo pogledali mesto oziroma kraj prebivanja. Večina jih živi v velikem mestu, medtem ko so večinoma odraščali v vaškem okolju. Večina oseb se identificira kot ženska. In večina oseb, ki so odgovorile na vprašanje, ki se identificirajo oziroma svojo spolno usmerjenost identificirajo kot lezbijke, biseksualne osebe. Veliko pa je v bistvu tudi nenormativnih identitet, tako pri spolni usmerjenosti kot spolni identiteti. Ja. V bistvu pri raziskovanju trenutnih bivanjskih razmer LGBTQ+ oseb smo se osredotočili na te 4 kategorije, ki sem malo prej omenila. In za potrebe raziskave smo ustrezno bivališče definirali kot tisto, ki izpolnjuje vse te 4 pogoje. Zanimalo nas je v bistvu, v kakšnih okoliščinah, v kakšnih situacijah živijo mlade LGBTQ+ osebe v Sloveniji trenutno. V bistvu je raziskava se upadala tudi z epidemijo in vsemi temi ukrepi, tako da smo dobili v bistvu pogled tudi v to, kako v bistvu je ta situacija vplivala na mlade LGBTQ+ osebe. Kot smo že rekli, fizično in čustveno varnost definiramo, oziroma fizično in čustveno varno bivališče definiramo tisto bivališče, kjer mladi ne doživljajo nobene vrste nasilja, kjer imajo osebno integriteto, ki jim omogoča osebni razvoj, ki jim omogoča dobro duševno zdravje. In njihovi odgovori v bistvu nakazujejo, da je vsaj 42% mladih trenutno biva v bivališču, ki ni čustveno in fizično varno. V bistvu pomemben podatek tu je tudi to, da 73% teh mladih, ki trenutno nimajo varnega, čustveno in fizično varnega bivališča, biva pri starših ali skrbnikih. Kar pomeni, da se vsaj v tem našem vzorcu nakazuje, da je pravna družina tista, ki v veliko primerih mladim LGBTQ+ osebam v bistvu povzroča neke bivanjske stiske. Na te stiske v bistvu nakazujejo tudi narativni odgovori, ki so nam jih respondenti v raziskavi napisali in jih lahko tu nekaj preberete. Moraš izbirati, kjer bo želel, in trpiš doma. In veliko je bilo takih izjav, veliko je bilo takih odgovorov.
Potem v bistvu naslednja kategorija, ki jo bomo naslovili, je primernost za bivanje. To kategorijo smo predvsem opredelili na podlagi tipologije brezdomnosti ETOS, ki jo je oblikovala Franca za namene v bistvu poenotenega raziskovanja brezdomnosti v Evropi. In smo v bistvu iz te tipologije povzeli neprimerno bivališče brez strehe in brez stanovanja, osebe brez stanovanja, ki v bistvu zaobjemajo to situacijo, ko oseba nima kje spati, nima kje bivati, nima kje imeti svojih osebnih predmetov. V naš vzorec nismo zajeli oseb, ki bi trenutno spadale v to kategorijo neprimernosti za bivanje. V preteklosti so se v takšni situaciji znašli dve osebi, ki sta odgovarjali na naše vprašanje. Vendar je pomembno poudariti, da tudi če nismo v ta vprašanjih zajeli teh oseb, ki nimajo bivališča, ki nimajo primernega bivališča, da to ne pomeni, da ne obstajajo. Moramo se zavedati, naš vprašalnik je bil razširjen po spletu, naš vprašalnik je bil razširjen prek nevladnih organizacij in dejstvo je, da se tako mi kot organizacije, ki tudi delujejo, ki se srečujejo s to ciljno populacijo na terenu, vemo, da te osebe obstajajo. Ampak pomembno je razumeti, da te osebe stežka izpolnijo tako vprašanje. Potem naslednja kategorija, ki jo bomo pogledali, je dostopnost bivališča. Tu so se zadevo osredotočili na ovire in težave pri dostopanju do bivališč, torej pri najemu, pri nakupu in finančno dostopnost bivališč. Najprej gledamo ovire in težave pri dostopanju. V bistvu najpogosteje osebe navajajo kot oviro pri dostopanju bivališč pri visoke najemnine, kar je seveda ni omejeno na LGBT osebe, torej gre za neko izkušnjo, ki verjetno imajo tudi njihove vrstnice in vrstniki. Kljub temu pa podatki kaže, da so se nekatere osebe srečale z diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti ali identitete pri najemu nakupu bivališč. Srečale so se tudi z drugimi oblikami diskriminacije, recimo na podlagi starosti, na podlagi drugih osebnih okoliščin. In to v bistvu kaže, da LGBT+ osebe imajo povečane dejavnike tveganja v primerjavi s svojimi vrstnicami, ko gre za dostopnost do bivališča. Že tako je težko priti do stanovanja, ampak potem se one soočajo še z dodatno diskriminacijo. Pomemben vidik zagotavljanja ustreznega bivališča, kot sem že rekla, je tudi finančna dostopnost oziroma zmožnost za najem in nakup, ter tudi plačevanje potem rednih življenjskih in obratovalnih stroškov. Pomembne razlike, ki smo jih pri analizi podatkov opazili, se nanašajo na osebe, katerih prihodki izhajajo iz zakletne zaposlitve in med osebami, katerih prihodki izhajajo iz bolj prekarnih situacij. In tukaj v bistvu imamo primerjavo med stroški, ki si jih lahko privoščijo osebe, ki imajo redno zaposlitev, in stroški, ki si jih lahko privoščijo osebe, ki imajo prekarno zaposlitev. V bistvu pomembno je videti, da v bistvu mladi s prekarno situacijo si jih več kot polovica svojimi prihodki ne more privoščiti bivanja in življenjskih stroškov in več kot tretjina si ne more privoščiti redne prehrane. Ampak mi smo redno prehrano opredelili kot 2-krat dnevno. Tako da te podatki so zaskrbljujoči in kljub temu, da vzorec ni reprezentativen, jaz mislim, da kaže na neke dinamike, s katerimi se mlade LGBT+ osebe soočajo. 19 oseb je sicer tudi navedlo, da trenutno ne prejemajo rednih dohodkov in te
Te osebe navajajo, da se v bistvu, da jih preživljajo starši oziroma se za kritje svojih življenjskih stroškov zadolžujejo. Podatki tudi kažejo, da je približno tretjina oseb, ki so izpolnile naše vprašanje, v veliki meri ekonomsko odvisno od svojih staršev. Kar je razumljivo, glede na to, da smo v vzorec zajeli osebe starejše od 16 let. 99% teh oseb trenutno, ki so ekonomsko odvisne od svojih staršev, trenutno tudi prebiva pri njih. Torej, približno 60% prebiva pri njih. In veliko od teh oseb poroča o tem, da doživljajo psihično nasilje, da prikrivajo svojo LGBT identiteto zaradi strahu za svojo varnost. Psihično nasilje, ekonomsko nasilje. Mladi, ki živijo pri starših in so ekonomsko odvisni, poročajo o zelo neustreznih bivanjskih situacijah. Enako pomembno, kot je možnost dostopa do ustreznega bivališča, je tudi možnost ohranjanja ustreznega bivališča. Zato smo kot četrto skupino dejavnikov, ki kategorizirajo ustrezno bivališče, postavili kategorijo stabilnosti bivališča, ki opredeljuje možnost dolgoročnega ohranjanja ter obstoj podpornih sistemov v primeru težav ohranjanja bivališča. Torej, zanimalo nas je, kako stabilno ocenjujejo svoje bivališče osebe, torej se bojijo, kako dolgo bojo lahko preživele v tem bivališču. Večina je sicer rekla, da to ne skrbi, ampak tiste osebe, ki jih to skrbi, vidimo, da jih skrbi bivanje zaradi nasilja, kako dolgo bodo lahko prebivali v trenutnem bivališču zaradi nasilja, zaradi razkritja svojega LGBTIQ+ identitete, zaradi neurejenih pogodbenih razmerij v najemništvu. In v bistvu ponovno se v bistvu kaže ta dodatni dejavnik tveganja pri LGBTIQ+ osebah, nasilje, prikrivanje identitete, strah pred razkritjem identitete. Poleg te ocene na podlagi teh 4 kategorij, ki so izmed postavile, smo v bistvu želeli tudi kakšne samopercepcije mladih glede njihovega bivališča, kako ocenjujejo svoje bivališče, kot ustrezno, kot neustrezno, in če so se že kdaj v preteklosti znašli v takšni situaciji. V bistvu lahko vidimo, da samo 10% oseb je svoje bivališče, trenutno bivališče, označilo za neustrezno. Medtem, ko smo prej bili, skoraj celi 42% je tistih, ki po naših kategorijah nimajo varnega bivališča. V bistvu za eno zelo veliko diskrepanco, ki so mi z Matejo povezali tudi s tem manjšinskim stresom. Gre za to, da so mladi že desensibilizirani, da mladi določenih oblik nasilja in diskriminacije verjetno ne prepoznavajo več kot neustreznih, kot neprimernih, kot tistih, ki jih ogrožajo. V preteklosti se je 15% oseb povedalo, da so se že znašli v neustreznih bivanjskih situacij. Te osebe so poročale in tudi o življenju v zavetiščih, v kriznih nastanitvah, na ulici, v nasilnih situacijah in v situacijah, v katerih so morali prekrivati svoje identiteto. Mislim, če upoštevamo vse te ocene in te odstotke, ki smo jih navedli, lahko rečemo, da 78% od tistih, ki imajo trenutno neustrezno bivanjsko situacijo, tega ne vidi, tega ne razume. In te podatke v bistvu kažejo to nujnost in to potrebo po dodatnem informiranju, po ozaveščanju mladih,
da jih opolnomočimo, da jim rečemo, da jim pokažemo, da takšno življenje ni namenjeno, da ne rabijo živeti v tako neustreznih situacijah. In hkrati moramo oblikovati storitve, ki jim bodo omogočili, da se iz teh situacij izvlečejo. V bistvu zanimali so nas tudi razlogi, za katere mladi menijo, da so jih privedli do neustrezne bivanjske situacije. In večini mladi navajajo kot razloge za svoje neustrezne bivanjske situacije težave v razmerju ali družinskih odnosih, težave zaradi spolne usmerjenosti ali identitete, težave v duševnem zdravju in finančne težave. Težave v duševnem zdravju pa se v odgovorih ne pojavljajo le kot vzrok za bivanjske težave, temveč tudi kot dolgoročna posledica takšnih izkušenj in zelo pomembno tudi pri naboru strategij za spoprijemanje z neustreznimi bivanjskimi situacijami. Več kot polovica mladih, ki svojo trenutno bivanjsko situacijo ocenjuje kot neustrezno, navaja, da bi jim psihosocialna podpora in terapija pomagala pri reševanju te situacije. Ponovno se vrnemo na to področje, kaj mladi rabijo, kaj sporočajo, da rabijo, in očitno je preventivno delovanje na področju duševnega zdravja ena zelo pomembna tema. Zanimale so nas tudi strategije spoprijemanja in mehanizmi podpore, ki se jih mladi poslužujejo pri reševanju stanovanjskih stisk. In po teh odgovorih lahko vidimo, da se večinoma obračajo na svoje socialne mreže in zelo minimalno na pristojne organizacije in institucije. Tako nevladne organizacije, tako LGBT organizacije, kot tudi javne institucije, kot so centri za socialno delo in podobne institucije. V očeh mladih ne uživajo zaupanja očitno, ali pa nas ne prepoznajo kot relevantne v reševanju njihovih stisk. V bistvu to nezaupanje in ta strah pred institucijami kaže tudi nekateri narativni odgovori, ki smo jih videli. Nisem upala povedati, ker bi potem morala razkriti svojo identiteto. Nisem upala povedati, ker mi ne bi verjeli. Nisem upala povedati, ker bi potem morala razlagati ozadje. Nisem vedela, kam naj se obrnem. Nisem vedela, da mi lahko pomaga. In to je tudi en tak pomemben alarm za nas. Mislim, da vse, ko to sedimo in stojimo. Zato, ker moramo si ustvariti to zaupanje pri mladih. Kot sem že omenila, ta populacija je v bistvu zelo težko dosegljiva, ta populacija je izjemno nezaupljiva. In moramo v bistvu ogromno vložiti v to, da vzpostavimo dialog z njimi, da vzpostavimo odnos z njimi. Ker šele takrat bodo pristopali tudi oni sami do nas. Kot sem rekla, smo v bistvu v vprašanjih zajeli tudi nekaj vprašanj o sami epidemiji COVID-19. Zanimalo nas je, ali je ta epidemija še posebej vplivala na bivanjske situacije mladih, ali je poslabšala bivanjske situacije. In smo v bistvu se osredotočili na neke ključne dejavnike tveganja, ki smo jih identificirali, in to je finančno stanje, osebni odnosi, duševno zdravje in seveda sama bivanjska situacija. Če pogledamo samo bivanjsko situacijo in vpliv epidemije na njo, v bistvu 19% mladih vprašanih poroča o tem, da jih je epidemija in ukrepi za njeno zajezitev, da so jih prisilili, da zapustijo svoje bivališče. Nekateri so se izselili študentskih domov, nekateri so se morali preseliti nazaj k staršem, kar je ponovno razlog za skrb, glede na to, da smo videli, da mladi, ki so ekonomsko odvisni od staršev in pri njih bivajo, doživljajo številne oblike nasilja. Nekateri so se morali preseliti v drug kraj, v slabše bivališče, nekateri so celo ostali popolnoma brez bivališča. Vidimo lahko, da je vsaj na del
mladih LGBTQ plus oseb v Sloveniji epidemija pomembno vplivala, kar se tiče bivanjske situacije. Naslednja kategorija se nanaša na prihodke. Smo videli finančna stabilnost in možnost za zagotavljanje bivališča in kritje življenjskih stroškov je še tako nizka pri nekaterih podskupinah naših vprašanih oseb. In v bistvu lahko vidimo, da kar 39% poroča o zmanjšanih prihodkih v gospodinjstvu, 31% poroča o zmanjšanih rednih prihodkih, 17% jih je prihodke popolnoma izgubilo, 11% jih je izgubilo zaposlitev. In tudi, če se mogoče to še ne kaže neposredno na bivanjskih situacijah, lahko tu identificiramo neke pomembne dejavnike tveganja, ki se bodo manifestirali v bližnji prihodnosti. Enako velja za duševno zdravje in socialne odnose, ki sta se tudi izkazala za neka dva ključna dejavnika. Tako pri povečevanju tveganja za stanovanje izključenost in brezdomnost, kot tudi pri spoprijemanju s tem stanovanjskimi stiskami. In prav tako anketiranke in anketiranci poročajo o spremembah v osebnih in partnerskih odnosih. 46% jih poročajo o izgubi stika s prijateljicami. In če upoštevamo podatek, da se v stiski večinoma obrnejo na prijateljice in prijatelje, je to ponovno en povečan dejavnik tveganja. 36% jih ni imelo možnosti za fizični kontakt s partnerko in družinskimi člani. 24% respondentk pa tudi ni imelo dostopa do LGBTQ plus skupnosti in njenih storitev. Ali je v bistvu za nas pomembna informacija, in da v bistvu tudi z vsemi temi selitvami na splet smo v bistvu nismo dosegli velikega dela naše skupnosti z vsemi storitvami in z vsemi poskusi nadomestitve življenja, ki ga poznamo izpred korone. Smo v bistvu nismo uspeli podpreti 24% naše skupnosti. Največji vpliv epidemije so respondentke navajale v kontekstu duševnega zdravja. Skoraj 60% jih navaja, da se jim je v času epidemije in ukrepov poslabšalo duševno zdravje. 67% jih navaja, da so občutili več tesnobe kot sicer. 63% jih navaja, da so se v času epidemije in ukrepov z njeno zajemitev počutile bolj osamljene kot sicer. Tako kot že rečeno, ponovno povečani dejavniki tveganja. Duševno zdravje, ki je že tako v naši skupnosti verjetno slabše kot pri naših vrstnicah in vrstnicih, se je sedaj še poslabšalo. Tako da mislim, da nam je dal pogled v to, kaj se je dogajalo med epidemijo. Nam je dal v bistvu dobre iztočnice za delo v bližnji prihodnosti z oblikovanjem teh nekih storitev, ki nam bodo pomagale, da se kot skupnost in kot družba v bistvu zacelimo od epidemije in ukrepov. V bistvu tu se zaključi informacije v zvezi s temi podatki zbranjeni med mladimi LGBTQ plus osebami. Ta analiza teh statističnih podatkov, ki so pokazali, kar so pokazali. Hkrati smo pa mi v bistvu želeli še bolj celovito kot smo s to anketo za objekto področje in v tem našem raziskovalnem poročilu ponuditi nekakšen pregled tudi tega, kaj se dogaja v organizacijah, ki naslavljajo brezdomnost, kaj se dogaja v LGBT organizacijah in kaj se dogaja z mladimi. In smo v bistvu na bolj kvalitativen način zbirali podatke in smo v bistvu prišli do nekih zaključkov, nekih smernic, nekih priporočil za delo. In začeli smo v bistvu z organizacijami, ki se ukvarjajo z brezdomstvom,
in brezdomnostjo. K izpolnjevanju enega takega kratkega vprašalnika smo povabili 51 organizacij, ki med svojimi storitvami ponujajo takšne, ki so namenjene osebam, ki se soočajo z brezdomnostjo. Torej ne nujno samo tiste, ki nudijo izključno tovrstne storitve, ampak ki imajo to navedeno med svojimi storitvami. Od teh 51 naslovljenih organizacij je na vprašalnik odgovorilo 22 in od tega jih je 31% poroča, da se pri svojem delu srečujejo z LGBT mladimi. Ta poročanja so v bistvu ocene na podlagi njihovih predvidevanj. Torej, organizacije ne zbirajo podatkov o tem, ampak predvidevajo, da se srečujejo z mladimi LGBT plus osebami. 23% jih poroča, da poznajo specifike dela z LGBT plus osebami oziroma mladimi. To pomeni, da se njihove zaposlene poznajo te teme, da poznajo neke specifike, ki so potrebne za oblikovanje varnega prostora za mlade LGBT plus osebe. 64% jih meni, da je pomembno zagotavljati ta varen prostor pri njihovem delu, v njihovih organizacijah. Nekatere organizacije so poudarjale, da njihove storitve niso specifično namenjene za to ali ono skupino in da se jim zato ne zdi pomembno, da poznajo specifike dela z LGBT plus osebami ali da namenijo posebno pozornost ustvarjanja varnega prostora za to skupino. In to je v bistvu mogoče nek trenutek, ko lahko naredimo to refleksijo, čeprav se to na prvi pogled zdi čisto v redu, ker rečejo, naše storitve so za vse. Hkrati pa ne zmorejo tega razumevanja, da če bi se soočile z LGBT osebo, ki bi potrebovala njihove storitve, da ta storitev za vse zanje ne bi bila primerna. In ko pridemo do tega pomena, zakaj je pomembno razumeti specifike, zakaj je potrebno jih razumeti. Ker recimo naše storitve so zelo spolno določene, so zelo spolno zaznamovane. Medtem ko imamo v LGBT skupnosti recimo transpolne osebe, nebinarne osebe, ki jih ne moramo namestiti preprosto v žensko ali moško skupino ali pa v žensko ali moško bivališče ali pa zavetišče. Recimo take malenkosti, ki potem pride na dan, ko se poglobiš v upravljanje storitev za LGBT osebe. V bistvu, kar je bilo nam spodbujajoče, je bilo to, da večina organizacij, ki so rešili to vprašanje, v splošnem izraža zanimanje za več informacij, za več izobraževanja, za vzpostavljanje delovanja prostora in za aktivno sodelovanje z nami. Česar smo veseli in kar bomo v bistvu z veseljem izkoristili. In to je še tak lep citat iz narativnega dela vprašalnika ene od organizacij. Druga skupina organizacij, ki smo jo pojavili, da bili svoje izkušnje in mnenja, so bile LGBT plus organizacije. Za njih smo vedeli, da se srečujejo z mladimi, ki imajo svojih individualnih situacij, z mladimi, ki so v stanovanjskih stiskah. Ampak smo v bistvu želeli na podlagi zbranih podatkov oblikovati neke smernice za delo strani LGBT plus organizacij, ki zajemajo v bistvu neka priporočila in tudi potrebe. Tako. In v bistvu tudi LGBT organizacije poročajo po potrebi po več informacijah in informiranju. Tudi one same ne poznajo področja brezdomnosti. Tudi gre za potem za to križanje, katere informacije, katere organizacije potrebujejo. Izpostavljajo tudi potrebo po ozaveščenju in informiranju mladih, torej o tem, kam se lahko obrnejo, katere storitve so jim na voljo. Izpostavljajo potrebo po mreženju in strateškem povezovanju med LGBT organizacijami
in med nami in organizacijami, ki naslavljajo brezdomnost. Hkrati pa tudi sami nas v bistvu usmerjajo to potrebo. Rabimo več kadra, ki je sposoben, rabimo več informacij, rabimo več izobraževanja. Tako da se ponavlja izobraževanje, informacije in ozaveščanje. Na koncu smo v bistvu še vključili informacije, ki so jih posredovali mlade LGBT osebe, s katerimi smo se o izkušnjah in potrebah na področju stanovanjske problematike in bivanjskih razmer pogovarjali na vrstniških pogovornih skupinah, ki so potekale 2-krat mesečno med oktobrom 2020 in junijem 2021, in na katerih je sodelovalo 21 mladih iz cele Slovenije. Oni so prav tako oblikovali številne smernice in priporočila in tukaj imamo zapisanih že nekaj. Konstantno se ponavlja potreba po dolgoročnih nastanitvah, po varnih hišah, po podobnih možnostih za dolgoročno bivanje. Recimo tudi pomembno in večkrat so naslovili študentske domove, ki so ponovno zelo spolno zaznamovani in glede na spol, ki je napisano v osebni izkaznici, potem študentske domove dovolijo bivati z nekom v sobi in z nekom ne, recimo, ne. Take stvari so izpostavljali in hkrati tudi pogosto izpostavljali, to so priporočila mladih, to niso naše priporočila. Želijo si nadzor nad diskriminacijo v nepremičninskih oglasih. To spet kaže na ta manjšinski stres. Mladi konstantno v nepremičninskih oglasih gledajo neke diskriminatorne zapise, neke zavrnitve, še pred sploh pokličejo in vprašajo za najem stanovanja. Pregled teh pridobljenih podatkov in v bivanjskih razmerah in izkušnjah in organizacij in mladih vidimo lahko nekaj stopajoče področja. Vidimo lahko zaskrbljujoč trend neustreznih bivanjskih razmer v primarnih družinskih okoljih. Vidimo lahko trend nasilja in trpinčenja, ki ga doživljajo strani staršev in skrbnikov. Opazimo vlogo, ki jo imajo težave v duševnem zdravju, tako med vzroki za stanovanjsko izključenost in brezdomnost, kot in podpornimi mehanizmi za izstopanje iz bivanjske stiske. Videli smo, da organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomnostjo, poročajo, da se pri svojem delu sicer v določenem meri srečujejo z mladimi LGBT osebami, vendar za delo z njimi in naslavljanje specifičnih potreb populacije niso posebej usposobljene. Želijo si več informacij, želijo si več znanja, želijo si več orodij za izvajanje bolj učinkovite podpore. Enako navajajo LGBT organizacije, ki prav tako čutijo potrebo po bolj celovitem in temeljite naslavljanju področja. In v bistvu s tem se tudi strinjamo in na podlagi vseh teh podatkov, ki smo jih brali in vseh mnenj, ki smo jih brali od organizacij, smo poročilo zaključile z priporočili za nadaljnje delo in naslavljanje stanovanjske izključenosti in brezdomnosti mladih LGBT oseb. Ta priporočila obsegajo tako delo s strokovnimi službami, naš strokovni razvoj, zelo velika potreba, ki se nam izkazuje znova in znova, tako pri našem delu, kot pri pogovoru z različnimi ciljnimi skupinami, je vzpostavitev dolgotrajnih namestitev, ki bodo primerne za mlade LGBT osebe. Pogrešamo tudi zagotovitev finančnih sredstev za preventivne programe, za storitve, ki bodo ciljno naravnane na našo ciljno populacijo strani države, na nacionalne ravni. Hkrati pa verjamemo v moč medsektorskega povezovanja in povezovanja na splošno, tudi med nevladnimi organizacijami
oblikovanje različnih strategij, kjer so mladi LGBTQ plus osebe posebej izpostavljene kot ranljiva skupina. Pomembno se mi zdi tudi, da se oblikujejo preventivni programi za naslavljanje teh dejavnikov tveganja, ki bodo mogoče nekaterim mladim omogočili, da se jim sistematska stiska ne poglobí. Torej, delo z družinami se je izkazalo za zelo pomembno področje, ki ga je potrebno nasloviti. Psihosocialna podpora za mlade osebe, informiranje, ozaveščanje in to za nas je v bistvu, mi smo to vse postavili pod preventivne programe, ker vidimo te storitve kot nekaj, kar lahko preprečijo ali pomirijo te bivanske stiske in stanovanjsko izključenost mladih. Ta priporočila imate tudi v priročniku, če se slučajno to slabo vidi. Hočete bo natančno prebrati. Ampak tako to so v bistvu neki naši povzetki in naše ocene, kaj je potrebno na tem področju storiti, v katero smer bomo delovati, v katero smer bomo delovali in na kaj se lahko druge organizacije in institucije opirajo pri naslavljanju te problematike. Jaz sem zdaj povedala, kaj sem delala tukaj. In imam v bistvu še nekaj časa. Bi vas v bistvu povabila, da komentirate, če vam ostalo kaj posebnega v spominu, res da smo še dosegli skozi podatke, ampak mogoče, če vas je kaj pretreslo, če vas je kaj presenetilo, če imate kakšen komentar, vprašanje. Glede na to, da je tako težko tako dostopati do teh mladih oseb, ki nimajo nobenega zaupanja v neke institucije in neke osebe, ki jih doživljajo kot mogoče celo neko avtoriteto oziroma neke tujce, v tem smislu. Kakšna je strategija, kako pristopiti do take osebe, na kak način sploh začeti pridobivati neko zaupanje? Hvala za vprašanje. V bistvu zelo pomembno vprašanje, s katerim se tudi me ukvarjam že nekaj časa. Naša strategija je predvsem trenutno v oblikovanju terenskega ekipe, ki bo izvajala terensko delo. Mi smo v bistvu skozi raziskovanje tega področja vzpostavili zelo pomembna partnerstva z našimi lokalnimi organizacijami, večinoma mladinskimi, in sicer z Zavodom Bob in z Drogartom, ki v bistvu imate zelo močno, obe organizacije imate zelo močno terensko delo in smo v bistvu z njimi ugotavljali, z njimi se pogovarjali. In one so tiste, njihove zaposlene so tiste, ki so nam povedali, ja, te mladi obstajajo, ja, mi s temi mladimi redno prihajamo v stik in ja, terensko delo je tisti način, s katerim lahko do teh mladih pristopaš. Terensko delo je spet nekaj, kar zahteva ogromno resursov, ogromno nekih virov človeških, v tem smislu, da morajo biti osebe usposobljene za terensko delo, da morajo osebe imeti nek občutek za delo z mladimi, sploh tako ranljivimi mladimi. Do tega, da rabimo, da gre v to veliko časa. To niso stvari, ki se zgodijo v eni uri, terensko delo se mora razvijati, ti zaupanje mladih pridobivaš skozi čas, včasih se to zgodi v mesecih, včasih se to zgodi v letih. In zato je terensko delo, kolikor je pomembno, je v bistvu tudi problematično za nas. In kljub temu, da verjamemo v to, da bomo terensko ekipo vzpostavili, da bomo dosegli te mlade, je to eno od zadev, ki se najpočasneje pri nas razvija in najpočasneje dobiva neko konkretno obliko. Imamo pa že oblikovano terensko ekipo, sicer prostovoljk in prostovoljcev zaenkrat, ker je sicer ne bi imeli, ki bo redno v bistvu obiskovala neke ključne točke po Ljubljani, ki so nam jih pomagali identificirati tudi naše
partnerske organizacije in to so recimo Metenkova, to so različni parki, to je recimo Savsko naselje, Fužine. To so te neka žarišča, kjer se te mladi zadržujejo. Jaz bi mogoče tukaj sem dodala še eno zadevo na to vprašanje, zato ker veliko te dinamike brezdomnosti dogodnikov plus mladih je tudi v tem, da nismo imeli to osebe, ki so samo na cesti, ampak ponovadi poslušajo pri prijateljih, pri nekih širših družini, pri nekom spat na kavču in tako. In tista stvar, na katero računamo je, da bodo s časoma tudi ti ljudje, ki gostijo recimo, ali pa pomagajo, vedeli za to, da obstajajo ti programi, in da potem lahko tudi oni mogoče na nek način pridajo do nas, pa reče, glejte, kdo moj prijatelj, mogoče, ali pa predlagajo te osebe in tako, Na to tudi malo računamo, da tudi neke partnerske LGBT organizacije, ki že izvajajo kako svetovanje in to občasno pridejo v stik s osebami, ki so pač normalno izključene in tako. Tako da računamo, da s tem, ko bomo mi imeli dovolj podpore, pa storitev, pa na nek način, to tudi, da bodo drugi tudi vedeli za nas, da bomo mogoče tudi eden od načinov, kako dosegati posredno potem te mlade. Bo pa in je že ful velika strukturna ovira in sicer to, da pa trenutno vsi, pa velika večina vseh programov financiranja, ki jih ni veliko, temeljijo na tem, da dobiš financiranje zgolj, če imaš velike številke uporabnikov. In tu je največji problem, ker mi se zdaj pogovarjamo o tem, da je treba v posamezno ranljivo osebo dolgoročno vlagati veliko časa, ampak na papirju je to en podpis, na papirju je to en uporabnik. In ministrstvo pač v osnovi ima popolnoma drug pristop, kjer je pa pač, moraš imeti večje število za to, da lahko. In prihaja do ene take diskrepance, ki jaz mislim, da niti še se ne zavedamo čisto za res, koliko veliko ovira znamiti potem v praksi. Jaz sem ful vesela, da ta raziskava zdaj obstaja, da ste jo izvedle, smo nekakoli. Da obstaja prva raziskava na tem področju v Sloveniji. Končno imamo nekaj podatke. Kar pa mene zanima, recimo, kaj bi se te Vesna zdelo, da so področja, ki recimo ta raziskava ali ni uspela zajeti, ali pa tudi pač ni nameravala zajeti, ki bi bilo smiselno, oziroma potrebno nadaljno raziskovati, pravi, kam bi se raziskovanje področja LGBT brezdomnosti še nadaljno lahko usmerilo, kaj bi nam koristilo vedeti in tako je. Ja, mislim, treba vedeti, to je raziskava o bivanskih razmerah v teku poslovanja v Sloveniji. Ta raziskava je zelo širok vzorec mladih, ki niso nujno stanovsko izključene pa brezdomni trenutno. Ta raziskava nudi bolj pregled, en občutek o tem, kako neka splošna populacija v teku poslovanja v Sloveniji trenutno živi. In že te podatki so malo zaskrbljujoči. Jaz mislim, da naslednji koraki v raziskovanju bodo definitivno šli en korak nazaj, kar se tiče številčnosti vzorca in se bodo v bistvu usmerili v kvalitativno obliko. In tudi to smo že v bistvu delno začeli izvajati, različne oblike intervjujev, poglobljenih intervjujev z mladimi, ki jih srečamo pri svojem delu, znotraj našega programa, ker, tako kot je Simona rekla, številke so majhne, ampak izkušnje so velike. Mladi res doživljajo težke stvari, se soočajo z različno z kompleksnimi situacijami, ki res ne segajo tako zelo dlje od samo bivanja. Tu gre za toliko nekih pridruženih dejavnikov, ki vplivajo nanje in se mi zdi, da kompleksnost teh situacij lahko zares dobro zajamemo in razumemo samo skozi
kvalitativno raziskovanje, ne? Torej skozi nekaj poglobljene pogovore in jaz mislim, da je to naslednji korak pri našem raziskovanju. Mislim, da bi naš Majda Čumič pokajam zavljeno na Hrvatske razstave mestne občine. Me pa zanima, tukaj me je v bistvu zelo zaskrbel procent teh mladostnikov, ki se navajajo poslabšanje duševnega zdravja. To nas moramo kot država in skupnost res močno pretresti. In tudi mogoče bi bilo dobro nekaj poslovne institucije, kot imamo opozoriti, kako hudo naraščajo v bistvu duševne stiske mladostnikov nasploh, v času korone verjetno toliko slabše, zato skupnost pa še posebej. In tukaj bo treba tudi pokrepiti na nacionalni ravni verjetno neke bodoče linije raznih strokovnjakov, ko bodo danes po tej skupnosti teh bodočih odraslih, vseh zajele, da ne bojo te ljudi popolnoma propadli, to ne je potrebno. In tukaj bo država morala verjetno malo več narediti, Tako da ne vem, to bodoče se mi zdi prav res, ko sem videla te podatke strašljivo, kako so že bili prej, v duševnih stiskah, ki so se izjemno poglobile in s temi ljudmi res močno in dolgoletno delati in zato je potrebno seveda ne delati. Kako to nasloviti na odločevalce, na raznih nivojih, pa da so politiko, ker tukaj je sigurno neko široko in veliko polje, ki je popolnoma v bistvu skrito. Nevarno za skupnost, da se ti ljudje ostali praktično sami. In to so mladostniki ranljivi, že tako imajo sami sabo veliko težav, in pubertete na vse ostalo, in da so v bistvu še doma tako ogroženi. Malce bolj od njih je v bistvu grozno. Jaz imam dvojčici, ki imata veliko prijateljev, mladostnikov, ki so v teh skupnostih, in danes pa vidimo, kako so v bistvu nerazumeni. In je to podobno. Res, tako da tukaj pozvala mogoče tudi kakšne širše skupnosti, da nas čaka veliko dela. Drugače pa pa iz javnega stanovanjskega sklada mestne občine. Mi pač se z brezdomnostjo ukvarjamo vsak dan, žal samo premalo ni, in tukaj bo treba generalno sistemski vire financiranja najti v tej državi, da bomo dejansko brezdomnost v neki svetlih prihodnosti izkorenili, kot to so bili možni. Da ne vem, če bomo isto dočakala, ampak generalno je to sigurno neka tema, ki nas bo morala kot skupnost in družbo zelo zanimati in dejansko širiti polja. In to pa lahko naredimo zgolj povezovanjem vseh, torej in posameznikov, predvsem pa organizacij, kjer dejansko sami o tem smo veliko premalo. In MOL, oziroma naš sklad, MOL je ustanoviteljica, vsak dan slišimo take zgodbe, da so to tukaj, ki ste navadili, da se ljudje ne morejo privoščiti hrane. Torej 2 obroka, da se ne more nekdo privoščiti, se to je kriminalno posebno. V 21. stoletju v Evropi. Tako da tukaj je veliko nekih podatkov, ki bi bili zanimivi za neko širšo analizo in resno potrebno, poglobljeno, iskanje podatkov, kaj vse te podatke vaše kažejo, ki so v bistvu nekateri prav strašljivi. Če jih to nekaj širše pogleda, jaz sem se od nekaterih prav zgrozila. Kako žalostno se pravzaprav, kako neverjetno je to, vse drugane videti, s kakšnimi stiskami se v bistvu soočajo. Da ne prepoznajo tega, oziroma da je to normalno, da se ne more dati podatkov pošljati jesti. To je nedopustno. Mogoče sem jaz vam preveč stroka, če vam upam, da niste, da ostali to ne jedrite. Tako da tukaj mislim, da imamo pa kar veliko nekaj stvari za se pogovarjati. Hvala. Hvala za komentarje. Tako duševno zdravje, da ste na začetku imeli, je podatki so pozitivi in točno to je treba je oblikovati storitev, ki bodo se ljudine, da bo to vse s težavami duševnega zdravja se naša skupnost sooča že toliko strukturirana. Na vsakdanji ravni tudi pred korono. Težava, ki jo imamo, je ta, da nimamo dovolj storitev,
ki je primerna za LGBT osebe. V Sloveniji obstaja en in edini socialno-varstveni program za LGBT osebe, ki nudi psihosocialno svetovanje, kjer imajo zelo omejene kapacitete. Če pogledamo širše, javne storitve, splošne storitve in privatne storitve, niso nujno prijazne do LGBT oseb. Pa že tako, je težko, če si mlada oseba, ki mogoče se še spoprijemaš tudi sam, tako kot se rekli, in s puberteto in svojimi identitetami, to vprašanje so težke, in potem, če prideš k nekemu strokovnjakinji, ki naj bi ti nudilo vam okolje in tega ne dobiš, te ne odvrne od sploh poskusov, da se ukvarjaš s svojim duševnim zdravjem. In ja, tudi mi se strinjamo, da je sistemsko in širše naslavljanje tega področja. In enako z vsemi ostalimi stvarmi, ki ste pomenili, mislim, da je nedopustno, da imamo danes v Sloveniji mlade, pa verjetno niso samo mlade LGBT osebe, so verjetno tudi drugi mladi, splošne populacije, ki nimajo zagotovljenih vsebnih osnovnih pogojev za neko optimalno razvoj in za neko cvetenje. Mislim, ja, so zaskrbljujoče dodatki. Moja si ti še hotela kaj povedati? To sem jaz tega. Recimo, naša ambicija je, da bo to raziskovalno poročilo šlo seveda na vse institucije. Trenutno tista, ki je v pričakovanju v pozitivnem smislu, je zagovornik načela enakosti. Ker pri njih se ukvarjajo, oziroma načeloma bi naj tudi šlo pametno poročilo, ki bi se naslovilo brezdomnost v širšem kontekstu. Ampak, kar se tiče kaj več od tega zaenkrat bomo videli, kak je odzivne. Je pa zadeva tako v Sloveniji kot na širši evropski ravni izrazito problematična z tega vidika, kaj je resno na koncu omenila. In sicer je to, da sistemsko naslavljanje brezdomnosti nima znotraj sebe ponavadi strukturno prepoznanih potreb mladih brezdomnih oseb. Ker zdaj, če bi mi imeli, tako kot redke države imajo, storitve, ki so specifično usmerjene v mlade brezdomne osebe ali pa stanovanjsko izključene mlade osebe, bi verjetno imeli druge vzvode, kako bi se lahko v te storitve vpeli. Žal, pri nas, in ne samo pri nas, ampak v večini evropskih držav, je splošna percepcija brezdomne osebe moških srednjih let, ki spi na klopci in ima litrco v roki. In tako so storitve naravnane. In tam so podporni mehanizmi. To je totalna disociacija od tega, kaj je pa realno 16-letne LGBT plus mlade osebe, ampak je tudi popolna disociacija od mogoče 20-letne mlade osebe, pika. In zato je v bistvu zelo težko, ker nimamo niti tega splošnega okvirja, na katerega bi se lahko nalepili, če rečeno. In zdaj imamo na dveh ravneh storitve, ki mladim niso prijazne, dostopne, razumljive, in imamo potem storitve, ki LGBT plus osebam niso, in potem te intersekcije pa sploh ne. Tako da v nekaterih državah so se lotili tega tako, da so najprej šli reševati malo širše, se pravi, da so začeli naslavljati brezdomnost mladih. Pri nas pač teh kapacitet zaenkrat ni v nekem širšem kontekstu, saj tudi z partnerskimi organizacijami se pogovarjamo o tem problemu in potrebi. Tako da recimo naša ambicija je, da bi v bistvu tudi to, kar je naša raziskava pokazala specifično za LGBT plus osebe, da bi mogoče celo v reverzno šli, da bi lahko tudi pokazali, da to je nek odraz tudi situacije mladih. In tu pri duševnem zdravju zagotovo obstaja to presečišče, kjer bomo, ker se druge raziskave, ki trenutno so v Sloveniji tudi na voljo, ki so s področjem mentalnega zdravja mladih na nek način, ali neke druge strokovne skupnosti, prepoznavajo iste trende. Ampak težko je, zato ker
Eno je to, da mi sploh pridemo do tega, da si širimo to zavest, kaj se dogaja, pa dobimo neko znanje, druga je pa stvar, kako pa zdaj lahko nekaj implementiramo, da se dejansko neki podporni mehanizmi razvijajo. Ne? Tu pa je v bistvu tista stvar, ki mislim, da mogoče pa na koncu tega dneva imeli še kako dodatne idejo, kako ne. Jaz bi mogoče sam tudi dodala še v kontekstu duševnega zdravja, da recimo ta raziskava Mladi 2020 je tudi pokazala izjemno poslabšanje duševnega zdravja splošno med populacijo mladih. In tudi pač vsaj idejno, pač je to tudi prebudilo neko idejo, da je treba to nujno naslavljati. Tako da jaz ne vem, kaj lahko res pričakujemo, ampak lahko upam mogoče, da se bo vsaj začelo opozarjati več na to. In ja, podobno kot je Simona omenila za stanovanjsko področje, lahko potem tudi. Mislim, bi zelo pomagalo, če bi se duševno zdravje na splošno med mladimi začelo naslavljati, tudi potem med LGBT mladimi lahko nasledili še tisti